rabimo za igranje biljarda? Igralno palco, mogoče tisti, ki so že malo bolj v tem športu, še palco za razbijanje. In pa tisti, ki so res fejst v športu, si pa kupijo še tako palco za preskakovanje kugel. Potem pa rabimo še kakšno opremo, kot so krede, pa seveda mizo, pa krogle. Tukaj vidim, da so krogle različne. A ima to kak pomen? Krogle so številčene od 1 do 15, pa bela, ki je igralna. Poznamo ene 3-4 osnovne igre biljarda, ena je osmica, potem je pa še 9, 10 in pa 14. Opazil sem, da so nekatere žogice celo pobarvane, nekatere pa pisane. A se razlikujejo med seboj? Razlikujejo se. In sicer takimle, ki so, kakor vidite, polne, pravimo polne, to so pa prazne. Razlikovane so zato, ker pri osmici, ki jo bomo danes tudi poskusili igrati, je eno izmed glavnih pravil, da moraš najprej potopiti svojo skupino barv. Igrali bomo osemko, polna, prazna, polna, črna, ključna, na sredino, predzadnja vrsta, pa še zadnja vrsta. Takole dava, fejst stisneva, zato da ni odprtinc vmes, dvigneva trikotnik in najina miza je pripravljena za igro. Odkud udarim to belo? V tole območje, ki je tukaj na nasprotni strani trikotnika, omejeno s črto. Lahko si jo postaviš kamorkoli po svoji želji. Edino pravilo, ki je, da streljaš preko črte v trikotnik. Ta zadnja roka pride takole, vidiš? Palc na tej strani, notranji strani telesa, prsti nežno primajo, tlele imaš pa lep pravi kot v komolcu in na dlakti. Probaš dati prste narazen, jih nežno potežneš k sebi in palc pritisneš zraven. Se pravi, ti si levičar, to pomeni, da bo tvoja leva noga zadaj, vidiš, tako. Tvoja desna noga bo malo spredi, pokrčeni in zdaj narediš samo še mali predklon nad palco in si pripravljen, da udariš. Bravo! Ali je ta prazna moja? Ta prazna še ni tvoja. Kjar je razbil, ampak pri razbijanju nobena kugla ni padla noter. To pomeni, da je miza odprta. In to seveda pomeni, da si lahko ti sama izbereš tisto skupino, ki se ti zdi, da je najbolj primerna. Najprej bova namazala palco. Ta kreda nam omogoča, da lahko igramo z kroglo, ki je v bistvu, kakor vidiš, zakrivljena. In če ne bi bila namazana, ko bi ti zadela malo bolj levo ali pa desno, bi spodrsnil. Gledaš, usmeriš svojo puško direkt v 12-ko in udariš naravnost skozi belo. Most bi nam ti dela malo težave, da ti je težko potegniti nazaj prste. Obstaja še ena metoda, ki je zelo enostavna, je pa, da položiš dlan tako in pogreš prst po prst na mizo. 1, 2, 3 in palce mu še zraven daš. Ja, veš, kako je šlo z lahkoto. To! Bravo! Evo! Uspešno smo potopili vse kugle in ostala nam je samo še črna. Kdor bo črno potopil, tisti bo zmagovalec te igre. Pravilo pri tej mednarodni osmici, ki jo mi igramo tudi na tekmovanjih, je tako, da lahko črno na koncu potopiš v katerikoli žep, ki ga moraš pa napovedati. To je to. Simpel, ne? Kaj mislite, a je možno z belo tako udariti tistih 5 kugel, da bo vseh 5 krogel šlo v ta žep? Meni se zdi, da je to mogoče. Da je mogoče? A boš probal? Samo malo ti bom pomagal. Probi zdaj udariti. Takole, naštimaš si belo, probaš lepo zadeti naravnost v sredino trikotnika. Bravo. Tako, hop, hop, gremo.